Srečno lega. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. Z nami je tokrat Stanislav Rožanc. Stanislav, živjo. Zdravo. Ne poznava se ravno dolgo, ne? Ampak 7 let zagotovo. Spoznala sva se pa v času zadnje rudarske stavke. Tega se bova potem še dotaknila, te stavke. Greva malce nazaj v tvoje otroštvo. V kakšni družini si ti nekako se kalil potem za delo v rudniku? Kot otrok sem odraščal v predelih rudarskih naselij v Trbovljah. S tem sem odraščal. Moje otroštvo je bilo povezano s tem, da sem večinoma svoje igre na teh rudniških površinih preživljal. To pomeni med vozički, na viparjih, pri jaških, vhodih v jamo, kjer smo doživljali prve zgodbe o strahu iz jame, ki prihaja. Potem osnovnošolsko šolanje. Po končani osnovni šoli sem se zaposlil, sem šel v srednjo šolo strojne smeri. Kam pa? V Trbovljah, v strojno-tehnično šolo, kjer sem pridobil tudi rudniško štipendijo. Bil sem štipendist rudnika Trbovlje-Hrastnik. Potem sem se zaposlil na rudniku, odslužil vojni rok in se vrnil na rudnik in delal v rudniku polnih 28 let. Do konca stavke, ne? Do konca stavke, še malo po stavki. Potem sem pa zaključil to zgodbo z rudarstvom. Vse tega se bova dotaknila, ampak me še vedno zanima, v katerih predelih Trbovlj pa si odraščal. Zdaj živel. Kje ste stanovali z družino? Pa kakšna je bila to družina? Drugače izviramo, iz mojega otroštva izviramo iz Podrtega Limberka. To je naselje v zgornjem delu Trbovlj, tukaj proti Bukovi gori ali pa proti Retju, če govorimo, kjer so bile hiše, dvostanovanjske hiše. Tam sem v bistvu se rodil. Zakaj se je pa to podrlo potem? Mislim, da to se je podrlo celo, mislim, da zdaj s končanjem rudnika, v zadnji fazi je bil tukaj izvajan odkop in je bilo treba te hiše podreti zaradi tega vplivnega območja rudnika. Če se ne motim, dnevni odkop, ne? Ne, je bil jamski, ampak je bil zelo malo pod površjem. Potem smo se preselili na Spodnjo Terezijo, v bistvu na novi dom. Tam sem odraščal, ampak stari starši so bili še vedno v Limberki doma in moja pot je bila Terezija Limberk in tukaj so se dogajalo vse zgodbe tega otroštva rudarskega. Včasih je vozil avtobus, zdaj pa menda spet, ne, v zadnjih letih. Zdaj vozi en tak manjši avtobus v bistvu za potrebe upokojencev ali pa starejših ljudi gor na Tereziji, da imajo možnost. Torej, če si šel v kopalnico, v letno kopališče, na letno kopališče Trbovlja, verjamem, da si šel peš, ne? Ja, peš, nazaj grede pa ponovati po vseh jabkih, po hruških, lačen trebuh pa. Smo malo pobrali, kjer je bilo zrastli. Kaj sta bila pa oče, mama? Oče je bil drugač rudarski tehnik, ampak je delal samo pol leta v rudniku. Pač je ugotovil, da rudnik ni za njega in se je preusmeril v strojno tovarno Trbovlje in je tam potem dočakal tudi penzijo. Mama je bila pa zaposlena v Iskri v Trbovljah. Stari starši so pa bili rudarji vsi. In po mami in po očetu. Se je kaj doma govorilo v večernih urah o tej knapošnji? Večinoma se je pogovarjalo to, predvsem starimi starši so bile spletene zgodbe o rudarjih, kako je potekalo rudarstvo, koliko je bilo to težko delo, kako so se preživljali, kaj so jedli, prehrana, potem te vrtovi, vzgoja malih živali za potrebe, pernate živali, zajci in pa te stvari za potrebe prehranjevanja teh rudarskih družin. Večinoma se je to dogajalo s starimi starši. Zdaj po šoli ponavadi gredo zdajšnja mladina za računalnik, sploh če hodijo v šolo. Zdaj so bili tako veliko na računalniku zaradi korona krize, ampak takrat pa
smo rekli v hosto, ne, med hunte, Ja. tudi rudarske površine, več je bilo življenja zunaj. Ne? Ja, predvsem šola ni bila toliko obvezujoča, bi rekel, obremenjujoča za učence ali pa dijake, ni bilo toliko domačih nalog. Bilo je to drugo šolstvo, bil ta celodnevni pouk, če se ne motim, to je bilo celo do 4 popoldne in potem si bil prost. Ne. Takrat je bila ena taka zagovarjena ena teorija, da naj se ne bi nič doma učili. Ne. In ni bilo nekih nalog, ali pa smo jih tudi veliko prešpricali. No. Si se tega držal potem? Ja, da nisem nalog delal, ja. Pa potem zjutraj pred poukom? Ja, redko. Nisem bil glih pridn učenec, ker mi je bilo vse več pomenilo kakor učenje, ampak na stara leta sem pa spoznal, da je to tudi pametno biti mečkim bolj izobražen. Kakšne igre ste pa se še šli, tako otroci? Zdaj, verjetno ste se veliko skrivali, lovili, zemljo kradli. Tako. Predvsem se jaz spomnim iz otroštva, da večinoma je bilo naše otroštvo povezano nekako iz to partizančno, iz rdečimi revirji, iz borbo partizani, Nemci, nikoli ni hotel biti Nemc. Vsi so hoteli biti partizani, ampak nekdo je mogel biti na oni strani, če smo se hoteli igrati. Ne. Tako se spomnim, da večinoma smo se streljali kot fantje, mladi, majhni. Predvsem pa po teh rudniških površinih, na Jašku, na Gojdi gor, za vozički, za mašinami. Tako ko je bil zmeraj problem, kdo bo huntarinu, se ni nobednjal, ampak vsi bi mašino vozili. Ste delali tudi kakšne ute na drevesih? Pa delali bunkerje, ute, stare rudniške bunkerje, tam pri Tončki, če se spomnim, gor na vrh je bil en bunker, partizansk, tam v tistem bunkerju se vse sorte dogajali, tam smo se zbirali, smo kar čakali, če so bili manjši od nas, smo jih pognali, pa so pa starejši prišli, smo pa mi mogli gledati, bolj šlo proti tam, bolj so bili starejši v tistem bunkerju noter. Tako da tistega se izredno dobro spomnim, da je bil tam gor iz opeke je bil zidan. Zdaj ni več teh, tam je, mislim, da je glasbena šola tam stoji zdaj. Predvidevam pa, da se niste samo fantje igrali, ampak tudi punce, ne? Ja, seveda, so bile dekleta tudi zraven, ne, sej. Zato smo tudi poročani zdaj s temi rudarskimi dekleti. Jaz imam ženo sicer edinko, rudarsko hčerko, rudarja, udarnika večkratnega. In mene oče zmeraj govoril po mama, joj, ne se žen z rudarsko punco, sploh pa ne, če je edinka. Taka je tukaj razvajena, velika plača je bila doma, ata je fajn zaslužil, to bomo težko mi gor spravili, pa skupaj preživljali. Zmeraj sem na to pozabljal, ampak nič mi ni žal. Ni žal, ne? Ne, nič. Imata tudi vidva kakšnega razvajenca? Imamo 2 hčerke. Razvajenki? Po moje ne, jaz sem bil kar tak bolj udaren oče. Strok? Ja, kar strok, mislim, dosti strok. Imam pa zelo pridne 2 hčerke, no. Zaključujejo študij obe, tako da upam, da se bojo vrle v Trbovlje. Zdaj, če se malce pošalim, nisi si dal pa nikoli, ko si otroke delal bata škorne gor, da bi še fanta uspel narediti? Ne, po sreč povem, da sem hotel hčerke imeti, no, ker nisem si pa želel, da bi mi sin delal v rudniku. No. A to pa ne? Ne. Čeprav meni je žal, jaz bi šel takoj nazaj delati v rudnik, takoj. Ta prijateljstvo, ta odnos teh ljudi, ki smo skupaj delali, zdaj čutim, ko sem šel privat, imam še nekaj do penzije in čutim, pa vidim, da taka kolegijalnosti pa solidarnosti ni v nobenih fabriku, kar je bilo. Bo še kdaj Zasavje, bodo Trbovlje še kdaj takšne, kot so bile nekoč, ko je rudnik obratoval, ko so rudniki obratovali, ko je bila na višku slave strojna tovarna Trbovlje, mehanika, Iskra? Jaz mislim, da industrija se v Trbovlje ne bo nikoli več v taki meri vrla. No. Glede kolegijalnosti pa dobrih odnosov v delovnih organizacijah, ker nekaj pa imamo delovnih organizacij, pa tudi ne bo na takem nivoju, ker tukaj težko prigaranga kruha ne bo več. Lažje pridejo do svojega kruha ali pa se lažje tudi prezaposlijo, da si iščejo lažji dostop do svojega preživetja. Zato pa tukaj pa imamo občutek, da je tukaj zato bila taka kolegijalnost pa solidarnost, ker je bil glih zaradi teh težkih razmer. In če ne bo takih razmer, se tudi tu ne more razviti. No, ti si tudi že tista generacija, tudi jaz, ne, tudi meni je recimo oče dejal samo rudnik, ne.
ampak ker mi nismo šli, je prišlo zelo veliko delavcev potem iz Bosne. Kako ste se pa ujeli med seboj? Se je tam delilo na tiste, ki so avtohtoni, recimo, ki so iz Trbovlj, pa na tiste, ki so prišli sem? Na začetku moje delovne dobe, to pomeni tam v 90-ih letih prejšnjega stoletja, jaz mislim, da se ni to delilo. Kolegialnost je bila prava, jaz sem tudi dva zelo dobra prijatelja, še danes, sta starejša od mene sicer, eden je iz Bosne, eden je iz Srbije, in sta bila v delavnici, kovinarski delavnici tukaj na Rudniku, najboljša prijatelja, no, in še danes zdržujemo te stike. Jaz mislim, da v tistih 90-ih letih se ni to občutilo. Narodnost ni bila pomembna. Tako. Bolje pa šlo proti končanju Rudnika, proti razpadu te bivše Jugoslavije, bolj se je pa to začelo tudi čutiti. Ker če tudi pogledamo strukturo rudarskih nadzornikov, to sem si zmeral v glavo, delal sem tako malo premlevo v glavo, strukturo rudarskih nadzornikov. Tisti rudarski nadzorniki, ki so nastopili svoje delo nadzornika od 1980 primerov do 1990, so večinoma ali pa v večji meri bili iz juga države bivše. Po 90. letu so bili pa samo Slovenci. Ne poznam, mogoče 1-2 primera, da je bilo tako. Prej je bilo pa večina odol. Komunistično pa smerjena država, socializem se je še takrat malo razvijal, kakor se je dal. In so tudi tako nastavljali. Predvsem pa tudi naši niso imeli interesa po tem delovnem mestu. Oni so zaslužili plačo, živeli svoje življenje. To je bilo ni važno. Pok je bilo, ko bi pa rad bili nadzorniki, ki so imeli izobrazbo, je bilo pa prepozno, ker jih je bilo pa že dosti. Pa v zaton je šel Rudnik, ni jih to trabo več tukaj. No in kako pa gledaš, kako si spremljal ta zaton? Najprej ni bil recimo sprejet referendum za TET 3, ne? Tako, ja. Pa se je že kar nekako napovedovalo, da se bo tudi... Mislim, da že prva kriza je bila tam 91. leta ali pa 90. leta, ki je bila tista stavka ena stavka je bila, takrat sem še zelo mlad delavec, nisem niti sodeloval še v sindikatu, tako, čeprav sem bil vedno član sindikata in sem še danes, tudi če sem šel privat, še vedno sem član sindikata. In takrat se je prvič začelo malo občutiti. No, potem se zadeve malo popravljajo, neki denar je bilo za to. No, ko se je pa Slovenija čist za sebe postavila po 10 letih, se je pa začelo občutiti, da je ta Rudnik v zaton. Prvi je šel v bistvu Zagorje, Senovo Zagorje, pa Kanižarca Senovo Zagorje. No, potem se je pa že čutili, da pa že pritiskajo na Trbovlje in Hrastnik. Ko se je to začelo malo pritiskati, se je malo občutili. Občutili se je predvsem pri plačih. Plače niso več se dvigovale, ampak so v bistvu mirovale. Občutili se je na materialu, šparati je začelo v bistvu. Zdaj nisem tukaj zato, da ugotavljamo na pravih stvareh šparati, nepravih, ampak se je poznal. Pri samem materialu, ki je prihajal v jamo, se je šparal, to je dejstvo. Potem se je začel pa že odpuščati. Prvo se začne malo govoriti, pa so pa začeli prva odpuščanja se začela, ali pa pre zaposlovanja, pa ponujanja, ne vem, 24 plač, pa da si šel stran brez odpravnino, pa razne stvari so se začele ponujati. Pa se je pa začel z neizplačevanjem regresa ali pa zakasnitvijo regresa, božičnic ni bilo več ali pa barbarinih nagrad, smo temu rekli. Tako da pa smo pa začeli čutiti, da bo pa počasi šla ta zgodba v konci. No, tega se bova dotaknila takoj po tem vprašanju, ki ti ga bom zdaj zastavil. Kako je šla tvoja delovna doba v Rudniku? Na kakšnih delovnih mestih si delal? Jaz sem začel prvo kot jamski kovač, vzdrževalec na odkopi in pa za transportno mehanizacijo. Zunaj? V jami, skozi v jami. Od prvega dneva v jami pa do zadnjega dneva v jami. Mimo grede šlosari, ne? Ja, šlosari. Pa štromari. Tako. Modre čelade. Kako je bilo to? Na Rudniki Kdo so bili bolj pomembni? Štromar včasih govorili, naj mi ne zamerja, tudi moji prijatelji, elektrikarji. Pravijo, če si Štromarja videl v jam, da ima za Švico, da mu je po čelu pretekel pot, si mogel na hiter eno šaljčko vzeti pa prestrežiti, ker ta pot pravijo, da je bil za raka zdrav. Tukaj redko se je naredil, da so celo raka zdrav z njim. To je ena anekdota iz jame. Ampak Štromarji so pa tudi rekli, ne?
Šlosar je lahko vsak, Štromar pa ne, ne? Ja, on so bili gospodi, on so bili ene vrste gospodi, ne. V Trbovljah in Hrastniku, v tem našem rudarskem bazenu smo se ločili po barvi čelade. V rudniku si takoj vedel, si srečal nasproti pristepajočka, ki ti je prišel proti tebi, si videl, kako barva čeladama in si vedel, kam paše. Torej, Rudari so imeli bele, elektrikarji pa šlosarji so imeli modre, nadzorniki so rdeče, pa višji tehnični kadri imeli rdeče. Reševalci so imeli zelene čelade, mašinisti, ko so pa prevozov delali, so imeli pa rumene. Aha. No in ti nisi bil ves čas šlosar, ne? Ne, v začetka sem bil šlosar, pa sem imel pa eno nesrečo, sem bil nekaj poškodovan na hrbtenic v jami, ja. Sem imel eno poškodbo hrbtenice. Do kakšne poškodbe je prišlo? Kako je prišlo? Prišlo je do zdrobljenih vretencev v hrbtenic. V križnem pa ledvenem delu. Ne, nekaj sem dvignil in sta se mi dva vretenca v bistvu zdrobila. Aha, Potem so me operirali, zacementirali hrbtenico in so me dali na lažje delovno mesto. Na kar sem jaz ugotovil, bil sem potem kompresist v jami, v Trbovljah je bil kompresor v jami, kar sem jaz ugotovil, da to delovno mesto ni za mene, da jaz ne bom mogel tam še svojih 20, takrat še nismo vedeli, da bo rudnika konc, ne. In sem jaz ugotovil, da to delovno mesto ni za mene, da jaz tam ne bom mogel 25 let sedeti, ne. Ali pa 20 let še sedeti. In sem se odločil, da grem v šolo in sem šel v šolo in sem lepo upravil tehnično šolo, sem diplomiral iz strojništva in potem sem s časoma tudi na delovnem mestu v strojni delavnici napredoval, tako da sem prišel do nadzornika, pa potem do transportnega, vodja transporta dol na separaciji, pa se pa končali na rudniku zgodba, ne. No, in tik pred koncem se je zgodila še ta zadnja rudarska stavka v teh koncih. Zdaj bo obletnica, ne? Ja. Marca 2014, zdaj bo 7 let. In zakaj je bila potrebna? Jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker se je prišlo do neizplačevanja in pa negotovosti, kdaj se bo ustavilo to neizplačevanje teh plač ali pa zaostalih delov plač pa tako naprej. Da samo zaradi tega, ker mislim, da je predsednik stavkovnega odbora enkrat rekel, da rudarji pridejo samo takrat složno skupaj, ko mu vzameš denar, ko ne dobi plače. In takrat se res pozna tista agresija, katera je sposoben en rudar ali pa delavec v rudniku. No. Ko mu vzameš kos kruha, takrat pa spoznaš surovost tega težko pregaranega poklica. Ne. Če je on nekaj naredil, pa da mu nisi plačal, takrat pa se pa vidi to. Krivica, ne? Tako, ja. In koliko časa je trajalo do tistega dne, da ste šli potem dejansko v jamo, se zaprli v jamo? Ja, jaz mislim, da smo se začeli 3 tedne pred začetkom prave stavke ali pa tistega odločilnega dne malo sestajati, malo zbirati skupaj, malo pogovarjati. Toni Liščo je enkrat stopil do mene, pa smo se malo pogovarjali, pa če bi šli, pa ne bi šli, pa smo naredili en tak sestanek informativni, se pozanimali, kako se stavka izvede, ker teh izkušenj ni imel nobeden od nas. Toni se je na sindikatih pozanimal, kako gre, da bo stavka legalna, da ne bo preganjena strani oblasti in pa gospodarskega kriminala kot tacga, ne, ker se oškoduješ firmo, če stavkaš, sigurno oškoduješ. Pa smo se pozanimali in smo potem izvajali po teh navodilih sindikatov, kako se to izpele in se izvede. Pa je bilo kar tako logično, da bo Anton Lisec, Toni, kar predsednik stavkovnega odbora, se je kaj branil mimo grede? Ne, branil se glih ni, ampak ponovadi je tako, ne, da predsednik sindikata naj bi bil tisti, ki stoji za stavko. Ne, in ponovadi se tako kar preobrne. In pri nas se je tudi dejansko preobrnil kompleten upravni odbor sindikata in pa zunanji sodelavci strani delavcev so bili določeni in ta sem bil tudi jaz. No, jaz nisem bil v upravnem odboru sindikata, ampak sem bil strani zaposlenih. In ti si postal potem podpredsednik? Ja, njegov namestnik, podpredsednik, kako bi to imenovali. Tako kot ameriški predsedniki, ki imajo podpredsednika, ne? Nikoli nista bila skupaj, ne, se šalim. Bil je še eden, bila smo 2 podpredsednika, v bistvu zraven bil še eden določen, tako da smo malo pokrivali on po rudarski liniji, jaz pa po strojni, elektro in pa
ostalih službah, da Pa smo si se malo razdelili. mislil teden pred tistim trenutkom, ko ste šli dejansko potem v jamo, da bo res treba iti? Ne. Mi smo opozorilno stavko izvedli 3. marca 2014, 8-urno opozorilno stavko, katero smo tudi speljali, tako kot sem rekel, po enih predpisih. In jaz sem mislil, da bo ta stavka zadoščala, da se bojo strezla organi, kjer so odgovorni bili za to, da se ta stvar zapela v pravo smer. Enostavno ni nobeden od teh tudi odgovoril na naše prošnje, na naša pisma. Nič ni bilo iz tega ven. Niso verjeli? Ne. Po 7 dneh smo pa izvedli pa pravo stavko. No, takrat je bil direktor Jelen. Takrat je bil Bojan Jelen direktor. Sicer sta bila ena 2 sestanka s zaposlenimi, ampak na teh sestankih je on pelil na svojo politiko in svoj razgovor. In potem zadnji dan se celo moral opravičiti za ene besede, ne? To je bila pa zgodba po končani stavki, ki je on pozabil, ampak mi jo pa nismo pozabili. Ne? V bistvu bi jaz mogoče bolj tako rekel, še mečkem pred začetkom stavka so nas opozarjali strani vlade, ko so se pa že, ker mi smo vedeli, da gremo v 6. zjutraj v Rudnik, v ponedeljek je bilo to, so se pa začeli malo, dajte počakati do 8, ob 8 bojo plačene nakazane, dajte počakati. Ne, mi gremo v jamo, ko bojo nakazane, zdaj to obvestiti. Mi bomo preko svojih virov preverili, če je denar na računih in bomo prišli ven z jame. Zraven so bile pa pripete še 4 stavkovne zahteve. Potem so pa videli, da gre za res in mi smo resnično šli v jamo. In kako je bilo to? Zdaj, preden ste šli pa v jamo, je pa obstajal en spisek, ne? Seznam. Dejansko smo se pogovarjali pred začetkom stavka ali pa pri organizaciji same stavke, da v vsaki vojni, v vsaki stavki imamo ljudi, ki so delno pripeti k tej stvari. To pomeni, če bo stvar uspela, dvigne roko, sem bil zraven, če pa vidi, da ga stvar ne pravo stran ali da je nasprotnik močnejši, se nisem bil tam. In tega smo se mi bali, da bi se na konto te stavke, ker tudi mi nismo vedeli izida, kako se bo končalo. A bojo te stavkovne zahteve izpolnjene strani države ali ne bojo. In smo se zagarantirali z neko izjavo, katero smo dali vsakemu stavkujočemu podpis. Pravzaprav vsakemu zaposlenemu. Od 261 zaposlenih v trenutku stavke, 10. marca, se jih je 199 odločili in podpisali to izjavo. Te izjave smo ob 6. zjutraj, ko smo šli v jamo, zapakirali v kuverto. Jaz imam enega prijatelja, ko sem ga poprosil, ko ni zaposlen na Rudniku, ki čisto zunanji sploh niso mogli povezati, ko sem ga poprosil, če pride v Hrastnik na Rudnik pred vhod ob 6. zjutraj. In ko je prišel pred vhod, sem mu izdal to kuverto zaprto in jo je odnesel vse domov. Tako da ni nobeden mogel dodati niti ene izjave več, niti jo ni mogel ven vzeti. In so pa nekateri poskušali, že med samo stavko so hoteli zraven po 2 dneh devati svoje izjave, ker prevzeli so jih pa vsi. Izjave so pa vsi prevzeli. Jih niste vzeli? Ne, se jih ni bilo mogoče v kuverto dati, ker mi smo bili v Rudniku, izjave so bile pa nekje na eni lokaciji. Tako da smo ločili to. In še zdaj so te izjave varno spravljene. In še kdo reče, jaz sem bil zraven? Ja, mrzker se pohvali. Jaz sem bil, ali pa jaz sem mogel jeti pa takrat po Turčijo, veš, sem imel izlet plačan, pa sem mogel v Turčijo jeti. Ali po Egipt, So šli, vem, da nekateri so šli, pa bi pa zraven bili. In si pogledal? Ni. Vse smo izdali spisek, tudi smo tudi napisali, pa se niso najdli, pa so klicali. Seveda, to je svobodna odločitev, ampak ponovadi, ki je stavka, je dobro, da jih je čim več. Ja, tako. Kako se je bilo spustiti v jamo? Za koliko ur si mislil, da boste v jami? Glejte, ko smo se pogovarjali z delavci, sodelavci, zaposlenimi na Rudniku pred samo izvedbo stavke, to pomeni v petek, če se ne motim, to bilo 7. Smo se cel dan pogovarjali z njimi, kako naj v ponedeljek pridejo v službo. Ker nismo vedeli, a bo denar nakazan, a bomo šli v jamo, ali ne bomo šli. Mi smo jim rekli, da naj vsi zaposleni prinesejo sabo, vemo, vsi smo stari bili takrat od 40 do 50 let, večina, vemo, da imamo vsi neke bolezni, neke tablete, neke zdravila jemljamo.
in smo jim vsem celo spiske naredili. Zdravila, prehrano za 24 ur morate med sabo, odejo, obleko morate med sabo, ven ne bo mogoče jeti. Mi ne bomo zapuščali ven po not. In enostavno smo gledali, da so vsi prinesli sabo in resnično so se vsi tega držali. Imeli so sabo zdravila, imeli so obleko, imeli so hrano, imeli so pijačo sabo, ker nemogoče je bilo zagotoviti ker te prvih 8 ur že kosilo jam, ali pa malco, ali pa večerjo, ali pa topel obrok, ali pa čaj. Ne vem, to je nemogoče. To je, bi rekel, nestrenirana dejavnost. Sevite drug pa te tredan so bili dobri ljudje, v dobri ver, gostinci iz cele Slovenije, stanovski kolegi iz Velenja, ki so pripeljali tople obroke. Tega je bilo vsega dosti pol. Ampak prvi dan pa resnično ni bilo. In smo pravilno predvidevali. Kaj pa ležišča, spalne vreče? Tudi z vodstvom Rudnika, s tehničnim direktorjem, inženirjem Pavčnikom smo se dogovarjali par dni pred izvedbo stavke, če lahko zagotovi par kubikov desk, par kubikov fosnov, nekaj žeblov. Kriza je bila, ker materijala ni bilo. Malo prej sem vam rekel že po tem pogovoru, da se je šparalo in ni bilo materijala. Dejansko ni bilo. Ampak se je potrudil, pripravil, vse je čakalo, folija, deske, vse je bilo. Rudarji pa seveda, rudar je sveti človek, znal vse narediti. So si naredili bivališča, poljske WC-je, vse so si pripravili. Prvi dan je bilo najmanj težav, ker je bilo dela ogromno. Bili so stacionirani na 9 lokacijah po jam, ker ni tako velikega prostora, da bi vse noter spravil. In so si vsak svoje pripravili, naredili. To je bilo tako kot mehen otroci. Smo prej govorila, da smo izdelovali bunkerje, smo si v jam tudi bunkerje delali. Ampak se pa verjetno začel potem, zdaj vse knap gre vsak dan v jamo, ampak gre po 8 urah ven iz jame. Ne? Tu pa se je kar vleklo, ne? Prvi dan, drugi dan, resnično. naveličanost. S Tonijem smo govorila, mislim, da se drug dan, preden smo šli na razen, tudi spala smo na različnih lokacijah, da smo opazovala predvsem, kako se ljudje pogovarjajo, prišli že do kakih sporov, je prišli do tega. Tu smo imeli resnično dobro sodelovanje in smo se drugi dan pogovarjala, da kako je situacija poteka, pa koliko cajta bo še to trajalo, ker naj je tudi že malo začel skrbeti. Vsi vemo, da človek je bitje, ko mora biti na svetlob, tukaj smo bili pa že noter 48 ur v tem. Celo svetilke smo ugašali, da smo šparali, da smo vrčevali, ker nenehno jih je bilo treba vrnoti nost, da ni bilo preveč. In smo se pogovarjali, koliko časa bo trajalo. In smo že bila malo v skrbeh, ker naraščala je pa tudi napetost. Strogo smo prepovedali alkohol, že na samem začetku, ker vemo, z alkoholom narašča tudi da ne vse ostalo. od tobaka, cigaret. Cigaret. Dejansko je bilo pa tako, da smo po drugem dnevu se pa povezali s zdravnikom reševalne čete, dr. Caranom iz Celja, in je tudi neskrivaj izven svojega delovnega časa čist anonimno prišel preko separacije v Rudnik, pregledal par ljudi, ker so imeli težave z očmi, tudi jim razdelil kapljice, ampak je hotel biti neimenovan v času stavke, zaradi svojega dela, svojega poklica. Tako da smo za to poskrbeli. Pa če bi bile kakšne druge zdravstvene težave, ampak mislim, da jih ni bilo. Do danes jih ne vem, razen teh oči, pekočih, pa solzenja. Globoko ste pa bili koliko? Bili smo vsi na višini Save, to je 220 metrov nadmorske višine, to je nekje od tukaj 90 metrov nižje. 90 metrov, ne? Temperatura? Stalnih 14 stopinj. Zelo malo. Hladno, hladno. Pa temo, vlaga. V določenih predeljih, kako so si pa tudi prepih. Stavkajoči dobro krajšali čas, verjetno tudi kaj kartanja, ne? Karte. Pa verjetno smo kdaj tudi mi razveselili, novinarji, ki smo prihajali redno pogledati, kako je kaj z vam, ne? To je res, ja. Bila je še ena lepa gesta, zunaj pred jamo, poznamo vsi, kjer so sledili, so se zbirali ljudje. Tudi Društvo prijateljev mladine, mislim, da Trbovlje Hrastnik, sta organizirala zunaj učne delavnice za otroke rudarjev. In tam so na Rudniku v Hrastniku pred vhodom so naredili eno skrinjico, eno škatlo, v katero so se metala pisma. Dnevno so pa prihajali, smo pa ta pisma prinašali v jamo in v jami se celo zgodila ena zgodba, ko je nadzornik
celo stopil na mizo in bral ta pisma. To je bil taka lepa gesta teh otrok zunaj, noter se je bral, tudi marsikaka solza je ušla. Verjamem. Vsi knapi so navzven trdi, ne? Ja. Znotraj so pa mehki. Tako. In enostavno je bilo v bistvu ubijanje tega prostega časa, ko je bilo res veliko, po drugem dnevu je bilo res veliko, 24 ur. Je bila nemogoča zadeva. Ne? In kdaj vas je potem z obiskom razveselila predsednica vlade? Takrat je bila Alenka Bratušek. Jaz mislim, da je prišla drugo noč. Malce strahom? Najprej, zelo strahom. Prišla je tudi čist skrito. Prpalali so jo, ker novinarji so bdeli pred vhodom v Hrastnik in tukaj v Trbovljah so bili skus novinarji dežurni, iz vseh televizijskih, radijskih postaj. Ona je pa prišla v bistvu nenajavljena, šla je noter na separaciji Trbovlje, prišel tudi direktor rudnika Trbovlje Hrastnik, Jelen Bojan in pa Velikonja Jože, tehnični direktor takrat, sta prišla z njo, pa spremstvo njeno policijsko, in pred dohodom smo se pogovarjali in rekla, da je strah, da ima čudno občutek, ko gre v rudnik med rodarje, da ona ima rodarje za take, bi rekel, grobe ljudi in tako malo straha je pokazala, pa smo jo iz Tonijem spremljala, smo ji zagarantirala, da naj ne bo nič strah, da med rodarjem se bo počutila tako, kot se ni še nikoli v življenju. In se je, ne? In se je obrla in gremo mi proti vhodu v jamo na separaciji in vsi te policaji, pa direktor, pa tehnični, pa vsi zraven. In se je obrla nazaj in je rekla direktorju, pa tehničnem rekla, vidi pa krat zunaj stanta. Pa pravita ona dva, zakaj? Ja, če do zdaj nista znala reda narediti, ga bom jaz naredila. In sta mogla počakati do zunaj, ni jih pustila sabo jamo. In kakšen vtis je pustila nate? Na mene je v redu, tudi večkrat smo se spoprijateljili, mene je bila zelo fair pa zelo korektna, kar je obljubila, je vse naredila, to je dejstvo, jaz vem, da tudi njeni bilo z rožam poslan, da je to izvedla pa spalala. Je bila pa zelo, zelo presenečena, tudi ko je šla ven, smo imeli poje sestanku v Hrastniku, po noč, ob 3 zjutraj, ne vem, koliko je bila ura, je na tem sestanku rekla, da je zelo, zelo lepa izkušnja bila, da je bilo zelo lepo. Tudi pol je še prišla en dvakrat v jamo, se mi zdi, na ta jamatlon je prišla še en dvakrat pogledati, tako da fair, zelo fair. Je bilo potrebno vmes v času stavke tudi kakšnega knapa peljati v bolnico ali pa je moral poiskati pomoč? Ali so kar strajali v jami? Ne, jaz mislim, da so čisto vsi počakali zunaj. In srečno potem takeri dan prišli ven? Ja, v bistvu 4. dan, 3. noč, ne? Aha. Jaz smo bili 4 dni, ampak 3 noči. To je bilo veličastno, iz Hrastniške jame, ne? Ja, s pobarbanjem na rovo smo šli ven. Zunaj pričakala rodarska godba Hrastnik in pa množica ljudi. Mislim, da je bilo zelo tak čustven dogodek, vse tudi posnet, zelo lepo, mene je bilo všečno, tudi vsem ljudem, tudi ko sem se pogovarjal, da je z bilo kjerem, pa a je bil iz Zasavja ali ni bil iz Zasavja, so rekli, da je kaj tazga in nemogoče narediti. In jaz še zmeraj govorim, take zadeve lahko narediš samo tam, kjer se težko pride do svojega kruha. Tam, kjer v bistvu ljudje vidijo izhod, ker rudar je bil naučen, da dela v rudniku. Njega je zelo težko priučiti za drugo delovno mesto. Mora reči, se boš pa nekje drugje, boš šel pa tam na železnico. Ne, težko. In zato, ker ga je težko, ne zapusti tega delovnega mesta in se bori za njega. In glih zaradi tega vole, jaz pravim, da to se lahko zgodi samo pri rudarjih. Se ti je zdelo takrat, ko si prišel ven z jame, pa so čakali sorodniki, otroci, žena, kot bi se vrnil iz vojske, ne? Ja, podobna zadeva je bila, no. Podobna zadeva je bila s tem, da ni bilo nič ranjenih po mrtvih, no. To je res, ne. Bili smo vsi srečni pa veseli. Vojaškega roka, ne, ko je konec, ne. Bili smo vsi srečni in veseli, no, tako da se je zadeva spalala tako, kot se je, obrla se v pravo smer. Žal pa je, ne, potem v kasnejših letih kar nekaj teh iz stavkovnega odbora jih nesrečno končalo, so umrli, ne. Res je, ne, sej vemo, da vsi nismo večni, ne, da slej ko prej gremo en za drugim vsi. Nekih je pač drugače zaključili svojo življenjsko pot, nekaj je tudi že zbolelih, pomrli tudi v teh vseh stavkajočih, ampak z večino se pa srečamo v naših občinah
zasavskih in se z veseljem sežemo v roko in se pozdravimo. No, dejala sva prej, da si je Bojan Jelen, ne, v jami upravičil, ne, z ene besede, ne, ki jih je mogoče pregrobo izrekel še pred stavko. In si mu ti takrat dejal, takrat si ga začel potem tudi tikati, ne? Ja, midva se poznava z direktorjem že iz otroštva. Smo pač v enem društvu skupaj bila kot otroka. On je sicer starejši od mene in sva se poznala od takrat, ampak s tem stavkovnim odborom smo pa imeli en sestanek, mislim, da prvi dan stavke, že kar zjutraj ob 11. Smo v jamo šli pa takoj ven, stavkovni odbor k njemu na sestank. In sem ga jaz vprašal na tem sestanku, direktor, ko boste pa naredili, če rudarji novo iz jame ven prišli, ne? To pomeni, da ne bojo stavkovne zahteve uresničene. Je pa rekel, mene vseeno, če kar not ostanejo. Sem rekel, za tele besede so treba opravičiti. Je pa njegov ego je bil visok in je rekel, jaz se ne bom opravičil za to. Ne, potem je prišel zadnji dan, ne? Potem je stavka laufala svojo pot in po 3 dneh je prišel v jamo, zadnji od obiskovalcev stavkovnih ljudi ali pa stavkovnih teh prostorov. In je prišel not in je ta sestanek speljal tako, kot ga je on hotel. Na koncu sem pa jaz rekel, da bi pa še jaz nekaj povedal in sem jaz vsem stavkajočim rudarjem v rudniki nikomur nisem razlagal, kaj se je zgodilo na upravi prvi dan. Ta 3. dan, 4. dan sem pa jaz v rudniku pod to točko razno vsem predstavil, kaj je on rekel pred 3 dnevi. Mi smo že vedeli, da gremo ven ob 3 popoldne. Ampak sem mi povedal, kaj je on rekel, če slučajno ne bojo zahteve uresničene. Rudarji so kar malo zrojili, tehnični direktor je majčkeno pomiril strasti in smo se dogovarjali o tem, kako se bo opravičil. On se še vedno ni hotel opravičiti in je celo mene obtožil v rudniku, da lažem. Jaz sem šel, s prstom sem pokazal, čeprav ni lepo, na vse članov tega stavkovnega odbora, da so pred vsemi povedali, a je rekel to ali ni rekel. In vsi so s prikimavanjem in z besedo ja povedali, da je to resnica. No, pa se pa je naposled opravičil in mislim, da tudi pismeno, da se je mogel opravičiti. Da je na oglasni desk moglo viseti opravičilo. No in je to pozabljeno zdaj, ne? Ja, ne pozabimo kar tako, ne pozabimo kar tako. To je dejstvo in tudi rudarji so mu to kar zamerili. Za tebe se pa ni najlepše končalo potem, ne? Ti bi človek pričakoval, da boš bolj pri te zadnjih zapustil potem rudnik, umirajoči rudnik, ne? Ki je potem šel počasi v likvidacijo, ne? Ponavadi je tako, ne? Da tisti, ki se za nekim mečkem bolj izpostavijo, ki se mečkem bolj borijo kot ostali, ki so mečkem bolj korajžni ali pa da so mečkem heroja, umrejo prvi. In tukaj se je pa pokazalo, da je to res. Imunitete pa nisi imel, ne? Jaz sem mogel iti prvi. Od stavkovnega odbora sem šel prvi. Hudo mi je otok, ker sem mislil, da bom dočakal penzijo. Da se mi ne bo treba na te stare leta boriti, pa za ta ljubi preživeti kruh še teh par let, kar imam do penzije. In te še nekaj še fali, ne? Ja, še 3 leta mi manjka, ampak jaz mislim, da bom zelo lahko to preživel z delom, sem se navadil, list knjige sem obrnil, sem se preusmeril v drugo dejavnost. Zaenkrat mi gre uspešno. Aktivn si pa, lahko zdaj rečem, ne, sem tudi jaz član v našem društvu, RMED, Perkmandeljc Trbovlje, v katerem smo aktivni, delamo. Zdaj, predsednik je isti, ki je bil na stavkovnem odboru, podpredsednik. V bistvu je to drugi predsednik. Drugi, ne? Prvi je bil Henrik Bajda, tudi ustanovni predsednik, no zdaj pa Anton Lisec, predsednik društva. Super ga pele, jaz nemam kaj reči, to ni je zagret. Mislim, da mu je to pisano na kožo. Tako da delamo pa v društvu zelo aktivno, kolikor je možno, ker financ pa ni. Vsi vemo, da vsa društva se ukvarjajo s težavami s financami. Stanislav, hvala za vse, kar si povedal, ne? Zanimivo je bilo. Ja, hvala vam za povabilo, pa upajmo, da bomo še kaj kdaj spisali skupaj, ne? Ja. Jaz imam tudi eno idejo, da bi se ena knjiga napisala o tej stavki, no. Gradivo je spravljeno, varno. Slike, ki jih tudi naši gledalci vidijo, so pa tudi, ne, iz tega skupnega. Ja, to so slike smo delali v bistvu
vsi stavkajoči, čeprav večino slik, bi rekel, 90% je mojih, jaz sem bil skozi fotoaparatom, slikal vse mogoče situacije, tako da slike so na enem DVD-ju zbrane, tudi vsi stavkajoči so dobili v spomin vsak svoj DVD s posvetilom, z eno rudarsko pesmico. Naj bo ta intervju nekako spodbuda za knjigo, ne? Zanimiva zgodba. Imamo časa 3 leta, v 10-letnici. Hvala ti. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Srečno, Lega.